Spoštovani gostje, drage članice in člani, najprej mi dovolite iskreno zahvalo za vaše ponovno zaupanje. Zavedam se odgovornosti in bremena, ki me čakata, a hkrati sem hvaležen in počaščen, da imam ob sebi ljudi, vas, ki verjamete v naš skupni cilj, naše vrednote in našo držo. Pred 4 leti smo se srečali v Medvodah na volilnem kongresu, kjer smo predstavili našo kandidatno listo, s katero smo se takrat kot neparlamentarna stranka podali na volitve. Na volitvah smo prejeli 12,6% glasov, kar je zadostovalo za 13 poslancev in drugo mesto med parlamentarnimi strankami. Kljub relativno majhnemu številu osvojenih mest v državnem zboru smo vložili ogromno napora, da smo sestavili vlado, zavedajoč se nevarnosti stanja, ki ga imamo danes. Leta 2019 smo se udeležili volitev v Evropski parlament in osvojili 2 poslanski mesti. Naša evropska poslanca delujeta v skupini liberalnih strank Renew Europe, ki je nastala s pridružitvijo stranke Emmanuela Macrona skupini ALDE. Z odstopom Levice od sporazuma z vlado smo vstopili v negotovo obdobje, saj smo imeli le še 42 glasov, ker nas ni podpirala celotna poslanska skupina Desus. Moja poteza, ki je sledila pred 2 letoma, je bila radikalna, a hkrati demokratična. Za avtokrate je to puška v koruzi, zame pa želja po novih volitvah. Kdor govori, da sem s tem predal oblast sedanji vladi, je zelo ozkogleden in ve zelo malo o političnem zakulisju. Ta isti bi mi očitali vladanje za vsako ceno po Jelinčičevem ceniku. Pa še drugi mit, ki ga širijo nasprotniki, moramo vreči. Namreč, da smo se ustrašili epidemije. Epidemijo smo v vsakem primeru morali reševati na samem začetku, torej smo se spopadli tudi z njo. Ob mojem odstopu se še nič ni vedelo o nobeni epidemiji, ne o virusu, niti o tem, kako se bo vse skupaj nadaljevalo. Pa si danes, po 2 letih, upam trditi, da smo v danih okoliščinah ukrepali mnogo boljše kot sedanja vlada po 2 letih izkušenj z epidemijo. Da korupcijskih zgodb niti ne omenjam. Kot sem povedal ob odstopu, povem tudi danes jasno in glasno, da sem želel dobiti več glasov na volitvah. In danes se tudi vidi, da bi bila to mnogo boljša opcija, kot pa sestava sedanje vlade, ki nas je močno zadolžila in napovedala sveto vojno demokratičnim vrednotam, svobodi medijev, politični odgovornosti, da o načelu ni pomembno, da je pismen samo, da je naš, niti ne izgubljam besed. A ne ozirajmo se nazaj, temveč naprej, v prihodnost. Z današnjim volilnim kongresom vstopamo v obdobje volilne kampanje, kajti nedelja 24. aprila se nezadržno bliža. Na volitve gremo samozavestno, s ciljem doseči čim boljši rezultat, da bo imela sedanja opozicija dovolj glasov za sestavo nove vlade. Kajti glasove bo vlada še kako potrebovala, da se ji bo uspelo hitro in učinkovito spopasti z vsemi nakopičenimi težavami. Potrebovala bo močno in trdno večino v državnem zboru, kajti časa za pogajanja ne bo veliko. Svoj program želimo uresničevati v vladi, ki se ne bo vsak dan ukvarjala z vprašanjem svojega lastnega obstoja, temveč se bo ukvarjala s težavami ljudi, ki se že kažejo ali pa se še bodo. Ureditev dostopne in kakovostne zdravstvene oskrbe, cene energentov, visoka zadolženost, padec gospodarske rasti, zeleni preboj je samo nekaj izmed vprašanj, ki nas bodo zaposlovala. Prva naloga pa bo seveda normalizacija in vrnitev v demokracijo. Ljubljane zaplinjene solzivcem nočemo več videti.
Siti smo ograj vsak teden, siti smo obračunavanja z mediji in miroljubnimi bralci ustave. S tarnanjem, defetizmom in obupom tega ne bomo rešili. To lahko rešimo samo na en način, ki je pravzaprav zelo preprost. Odpravimo se na volišča in namenimo svoj glas demokraciji. V LMŠ smo se zadnji 2 leti še kako borili za demokracijo. Nam ni treba nikomur zatrjevati, da smo na pravi strani. Naša dejanja govorijo sama zase. Pregovor pravi sicer lastna hvala cena mala, a vendar za našo poslansko skupino ne najdem drugih besed kot samo pohvalo in zahvalo in to ste lahko videli vsak dan. Kdor je želel, je naše delo lahko videl in slišal. Zato ne morem in ne bom pristal na floskule, da v opoziciji nismo bili aktivni in da smo vsi isti. Nismo. Naslednja vlada bo v vsakem primeru koalicijska in zato bodo potrebna prilagajanja vseh partnerjev. Ob tem pa naj omenim, da danes tudi nova stranka predstavlja svojo kandidatno listo v Ljubljani. Simbolično to vidim kot dobro znamenje za prihodnje sodelovanje. Predpogoj za začetek uspešnega mandata je takojšnje soočenje z vsemi posledicami epidemije. Javnemu zdravstvu je treba takoj nameniti dodatna finančna sredstva za izvedbo vseh nujnih pregledov, obravnav in operacij, ki zaradi epidemije niso bili izvedeni. Govorimo o bolnikih z rakom, srčnih in drugih visokorizičnih bolnikih, ki potrebujejo takojšnjo oziroma čim prejšnjo obravnavo. Številnim je bil praktično onemogočen dostop do osnovnih zdravstvenih storitev, kar je popolnoma nedopustno in se nikoli več ne sme ponoviti. Državljanke in državljani so se v tem času mnogokrat obrnili name, tako po elektronski pošti kot po telefonu in delili z menoj neživljenjske, nedopustne, lahko rečem grozovite zgodbe o prestavljenih terminih nujnih obravnav, čakalnih vrstah, da pa niti ne omenjam, kaj je to pomenilo za psiho vsakega posameznika, ki že tako živi v strahu zaradi bolezni in si želi čim prejšnje obravnave. Prav tako upravljanje z epidemije z ustrahovanjem ni dobro vplivalo ne na naše najmlajše, tudi ne na starejše državljanke in državljane, ki še kako potrebujejo druženje, stisk roke, objem, toplo besedo. Vse te posledice bodo še kako vplivale na vse nas. Tega se zelo dobro zavedamo. Tudi zato bomo vztrajali, da se v koalicijsko pogodbo zapiše, da v prvih 30 dneh vlade sprejmemo takojšnje rešitve za začetek normalizacije. S krovnim zakonom, ki ga podpirajo tudi nevladne organizacije, naj se takoj odpravi zakonske rešitve, tako imenovane podtaknjence, omejevanje samostojnosti tožilcev, omejevanje nevladnih organizacij pri varovanju narave. Seznam teh stvari je zelo dolg. Prav tako bomo vztrajali, da se prenovijo zakoni o STA in RTV Slovenija z namenom povrnitve strokovnosti in neodvisnosti obeh institucij, ki sta bili deležni pogroma strani vladajočih. Odvzeti je treba status posebnega pomena tistim nevladnim organizacijam, ki delujejo v nasprotju z javnim interesom in demokratičnimi vrednotami. Tako je treba začeti sanirati vse kadrovske menjave, politične menjave ljudi brez osnovnih kompetenc in izkušenj, tako v javni upravi, kot v vseh drugih organizacijah, ki so posredno ali neposredno pod vplivom države. Povrnitev v prejšnje stanje je nuja, je osnova. Hkrati pa je treba gledati tudi naprej, v prihodnost. Zato smo zapisali v našem programu, sprejetem na novembrskem kongresu, da je razvoj tisti, ki nas pelje naprej. 373 rešitev za 78 izzivov smo navedli. Naša prioriteta bo
da jih bo čim več našlo mesto v programu vlade, ki bo nastala po volitvah. Rešitve za vse generacije. Spoštovane članice in člani, potrdili smo novo vodstvo za naslednje mandatno obdobje. Vsem dosedanjim članicam in članom organov strank se iskreno zahvaljujem za opravljeno delo v preteklem obdobju. Novo izvoljenim članicam in članom organov stranke pa čestitam za imenovanje in vsem nam želim uspešno delo. Kajti, če bodo organi delovali dobro, potem bo dobro delovala celotna stranka. Naša kandidatura, kandidatk in kandidatov, ki se bomo predstavili na odru kasneje, temelji na preteklem delu, predvsem pa z mislijo na prihodnost. Dosegli smo veliko. Postali smo parlamentarna stranka, postali članica Evropske skupine ALDE, kasneje Renew, vodili smo vlado, postali Evropska parlamentarna stranka, na lokalnih volitvah smo dobili 54 svetnic in svetnikov, ustanovili podmladek stranke, ki sliši na ime UPI, v novem mandatu pa nameravamo ustanoviti še seniorsko organizacijo. Ne moremo se primerjati s strankami z dolgo tradicijo v slovenskem prostoru, niti se ne želimo, ker smo mlada stranka. Želimo pa delati na dolgi rok, saj se zavedamo, da na hitro ne nastane nič. Za vsako stvar v življenju se je treba boriti in tako je tudi v politiki. Se opravičujem. Glede na to, da smo začeli dobesedno iz nič, smo lahko na dosedanjo prehojeno pot zelo ponosni. Po odhodu v opozicijo se nam je pridružilo mnogo novih članic in članov. Ne iščete koristi, temveč ste zraven s srcem in to je dober obet za prihodnost. Spoštovani, za konec mi dovolite iskreno zahvalo vsakemu izmed vas, da verjamete v načela naše stranke, da verjamete v naš trud in napor, da naši domovini zagotovimo boljši jutri. Tega potrebujemo. Za vsakega izmed nas, predvsem pa za naše otroke, saj prav njim želimo, da živijo v miru in demokraciji. Poznate nas, držimo besedo in tudi tokrat bo tako. Hvala.